Moja današnja tema je blagoslovi duhovništva. Dva, ki sta zavezana Božji volji, nadaljujeva to poslanstvo, zato ker Bog je ustvaril družino. Bog je ustvaril Adama in Evo, moža in ženo, da bi rojevala otroke in napolnila svet z ljubeznijo in z radostjo. Vsi poznamo zgodbo, da zaradi tega, ker se ni uresničil Božji načrt, da bi resnično delali to, kar je Božja volja, da je prišlo na zemljo tisto, kar nihče od nas ne želi. Bolezen, staranje, vojne, zavist, ločitve in nenazadnje tudi smrt. Človeštvo brez Božjega duha gre v napačno smer. In človeštvo je šlo v napačno smer. In Bogu hvala, da je ljubezen Boga tako velika, da nam je poslal svojega lastnega sina, s katerim je ustvarjal vse. Z ljubeznijo je vse ustvarjal. In nič, kar je na zemlji živega, ni nastalo brez te ljubezni. In ljubezen se je materializirala, rodil se je človek ljubezni v ta padli svet, kjer je bila smrt, bolezni, vojne, ločitve, uboji, laži, prevare. In kdor je sprejel to resnico v svoje srce, v svojega duha, tako kot sem jaz sprejela, kot je Mihael sprejel in še veliko ljudi, gre v drugo smer, v smer radosti, sreče, življenja, zdravja. In to je zelo preprosto. Kdor sprejme ljubezen za svojo pot, v svoje srce, je ljubezen tista moč, tista sila, ki nam daje novo življenje. In postajamo duhovna bitja, bitja ljubezni, bitja duha, ne mesena bitja, ne bitja tega sveta, ampak duhovna bitja. V Kristusu ni ne žene, ne moža, smo vsi Božji otroci. In blagoslovi duhovništva so blagoslovi, ki jih ta svet potrebuje. In več kot nas bo, ki bomo sprejemali brezpogojno ljubezen za našo novo pot, ki bomo sprejemali ljubezen in jo tudi darovali in blagoslavljali ta svet, bo ta svet postal planet sreče, radosti, zdravja. Ni naključje, da na današnji dan, 29. junij, se tudi v cerkvi še vedno posvečujejo mladi fantje, ki želijo nekaj dobrega narediti za ta planet, za sebe, za svojo družino. In iskrene čestitke prav vsem, ki so se odločili za Božjo pot, za Božji poklic. Vendar moramo vedeti, da smo vsi duhovna bitja. Ne glede na to, smo ženske ali smo moški, v Kristusu ni razlike. Ni ne belca, ne črnca, ni Slovenca, ne Srba, ni dobrega in slabega. V Kristusu smo vsi eno. Smo duhovna bitja, bitja ljubezni, ki lahko blagoslavljamo. In širimo to čudovito ljubezen, ne samo za nas, ne samo za naše družine, ampak tudi za naše sosede,
in smo dober zgled za ta svet. Blagoslovi duhovništva so zelo pomembni, da jih razumemo, tako kot nam jih je Bog predal. Prav vsak, popolnoma vsak lahko sprejme duhovniško moziljanje, ker je to zastonjski dar iz neba. Ne rabimo dovoljenja od inštitucij, da delamo dobro, da širimo ljubezen, da smo to, kar smo, otroci ljubezni. Ne potrebujemo tega. Dovolj je, da sprejmemo to resnico, da je že vse narejeno za nas, za našo radost, za naše življenje, za mir na zemlji, za mir med nami. In blagoslovi duhovništva so darovani za vse nas, za vas, ki me sedaj poslušate, za mene in prav za vse ljudi. Tudi za tiste, ki še ne vejo, da je to dar, brezplačni dar od stvarnika nebes in zemlje. In ko bomo vsi to sprejeli kot darilo in bomo zaživeli to duhovništvo, tega duha Božjega, ne bo več bolezni, ne joka, ne stisk, ne vojne, ne zavisti, ne ločitev, ne bolezni. Bomo duhovna bitja, ki bomo na tej zemlji, vendar ne od te zemlje. Ta zemlja nam je darovana, da hodimo po njej z ljubeznijo, da jo blagoslavljamo. Ne, da jo uničujemo z jezo, sovraštvom, z bombami, s cepivi, kimijo, zdravili, ampak da jo blagoslavljamo z ljubeznijo. In na današnji dan, 29. junij, ko se dejansko veliko ljudi po svetu na en način krščuje v duhovna bitja, bi rada dala spodbudo. Ne glede na to, kje ste sedaj, kdo ste, koliko ste stari, ali ste moški ali ženska. Enostavno sprejmite resnico, da ste vredni vseh blagoslavov, ki so zastonjski dar direktno iz neba. Sprejmite jih in jih darujte naprej. Blagoslovi so za nas, za vse nas. Bog je pravičen, ne dela razlik. Ljudje delajo razlike, ampak naš stvarnik nas enako ljubi, prav vse. In to je moje sporočilo danes, da so blagoslovi duhovništva darovani za vse nas. Hvala lepa za vašo pozornost.